Živijo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o svetlobi in temi, o resnici in iluziji ter o resnični ter lažni ljubezni. Že v Bibliji je napisano, najprej je bila tema in potem se je pojavila svetloba. Radi govorimo o tem, kako svetloba premaga temo in da lahko vsako temo premagamo, če enostavno prižgemo svečo, če prižgemo luč. Govorimo o neki duhovni temi, ki je simbol za neznanje in nevednost. In kako moramo prižgati luč v našem umu, zato da se razsvetlimo. Zato vsi posledično težimo k razsvetljenju. Obstajata sicer dve svetlobi. Ta fizična svetloba, ki nam jo daje sonce, ki potem povzroča dan in noč, in pa opisujemo tako imenovano duhovno, umsko, ezoterično svetlobo, ki jo lahko izkušamo skozi duhovno prebujenje. Govori se o tem, da svetloba premaga temo, torej da je moč v svetlobi. Toda, če pomislimo, da je najprej bila tema in potem je šele nastala svetloba, vidimo, da svetloba izhaja iz teme. Primarna pojavnost obstoja je torej temna. In kot primer lahko tudi pogledamo, recimo v sobi svoji doma lahko naredimo poizkus. Počakamo, da se stemni in imamo prižgano luč. Sedaj je svetloba. Če svetloba izgine, ali bo realnost tudi izginila, ali bo še vedno obstajala. Lahko ugasnemo svetlobo, kar pa pomeni, da samo ne bomo mogli več videti predmetov v naši sobi z uporabo naših fizičnih oči. Toda kljub temu, da bo nastala tema, lahko z drugimi čutili, kot je čutilo tipa, preverimo in se prepričamo o tem, da predmeti v naši sobi še vedno obstajajo. Svetloba oziroma pomanjkanje svetlobe torej ne pomeni, da realnost izgine. Ravno obratno. Svetloba je tista, ki nas zaslepi, ki realnost, ki je večdimenzionalna, prikaže samo v določeni luči, ki je po meri določenih bitij, ki so ustvarila določene zaznavne sisteme, kot je človeško oko, ki je frekvenčno zelo omejeno in ki ne more videti celotno realnost. Govorimo tudi o tem, da so angeli bitja svetlobe, da so demoni bitja teme in da naj bi imeli angeli moč nad demoni. V resnici je pa ravno obratno. Demoni so bila bitja, ki so niso pustila pokoriti duhovni hierarhiji, ki niso želela postati sužnji, ampak so hotela biti svobodna in enakovredna. Zato so jih zaklenili v demonske dimenzije, kjer niso imeli dostopa do energije in so se morali napajati z energijami,
direktno preko pitja čustvenih energij, preko čaker iz človeških teles. Angeli so se bali demonov, ker demoni so imeli moč, da te angele enostavno pojejo kot energija. Svetloba v duhovnem smislu je zaznavna oblika energije. Energija, ki se proizvede iz materije, je vidna kot bela svetloba. In čutimo te energije, te umske energije, kot občutke v našem fizičnem telesu. Iz tega tudi izhajata dve vrsti ljubezni. Ljubezen kot občutek je posledica konflikta v našem umu, ko nek predmet ali neko osebo definiramo kot večvredno. In v našem umu se pojavi konflikt med realnostjo, kajti vsak delček realnosti je enakovreden, nihče ne more biti več vreden od drugega, in zaradi naše definicije v našem umu ustvarimo konflikt, ki ustvari to energijo ljubezni. Energija ljubezni je samo določena frekvenca energije, ki je pa v resnici vedno negativna, ker je osnovana na konfliktu. Realna ljubezen pa se lahko izkaže samo skozi praktična dejanja v smislu ne delaj drugemu tisto, kar ne želiš, da bi drugi počeli tebi. Doslej se je torej v ezoterični literaturi pojasnjevalo, da je svetloba tisto, iz česar izviramo, da smo bitja svetlobe in da smo tukaj sedaj v temi, kjer izkušamo določene življenjske lekcije, da se skozi trpljenje naučimo, da moramo spet iti nazaj v svetlobo. V resnici je pa ravno obratno. Energija, ki je zaznavna kot svetloba, je nastala iz materije, iz snovi, ki je temna, ki je črna. In ta energija je potem dobila lastno zavest in sedaj ščiti samo sebe, svoj lastni obstoj. Želi pridobiti čim več energije za svoj obstoj z vibriranjem, z konfliktom v materiji. Zato se vse več snovi uničuje in posledično na Zemlji lahko vidimo, da ljudje zaradi teh dobrih občutkov, zaradi svetlih dobrih občutkov ljubezni, prekomerno izkoriščamo naravne vire in uničujemo in pobijamo drug drugega za voljo dobrih občutkov, zato da se lahko potem nekateri ljudje dobro počutijo in da se imajo za nekaj več. Ključ, torej rešitev za naš obstoj je torej, da vrnemo energijo nazaj v primarni izvir. Zato je pot, ki jo sedaj izvajamo, potovanje iz energije v materijo, pot iz sistema v življenje. Zato, da ne bomo več energetski čustveni roboti in zombiji, ki nam je mar samo lasten občutek in lastne izkušnje in doživljanje energij in svetlobe in različnih barv, ampak da bomo praktično lahko živeli tukaj v fizični, univerzalni, resnični realnosti na ta način, da bomo drug drugega enakovredno podpirali. Vabim vas, da si v opisu tega videoposnetka pogledate povezave do dodatnih gradiv in pojasnil glede zgodovine stvarstva, kakšne izjemne probleme je prinesla pojavitev energije in kako lahko dolgoročno odpravimo trpljenje samo
če energijo zopet vrnemo nazaj v primarni vir, v materijo. Postanite življenje, pridružite se naši skupini Destiny, vabim vas na brezplačni spletni tečaj DIP Light, da bomo vsi lahko skozi resnično empatijo obravnavali drug drugega kot enakovredne in da bomo ustvarjali resnični pravi raj tukaj na zemlji in da nam ne bo potrebno več nikamor bežati v prihodnost, v neke energijske, domišljijske svetove, v neka iluzorna nebesa, kjer vlada v resnici samo razkol in poguba. Hvala za posluh in nasvidenje.